Kljub dejstvu, da naša zavest do okolja raste, pa je delež okolju prijaznih vozil, to je vozil na alternativna goriva, manjši od 2%. Pa vendar imamo v Sloveniji možnost in priložnost, da svojo odgovornost do okolja krepimo tudi na področju prometa. Ali veste, da se Slovenci po številu osebnih vozil uvrščamo v zgornjo polovico članic Evropske unije? Evropsko povprečje znaša nekaj več kot 500 vozil na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa smo malo nad tem povprečjem. Ena od zelo dobrih priložnosti so vozila na stisnjen zemeljski plin. Pa poglejmo. Janez, dobro, da sem te videla. Doris. A me slučajno lahko peleš v center mesta? Pridi, te zapeljem zamudila sem avtobus, moram na en sestanek. Te zapeljem z metanom. Greva. Janez, 1,5 ure imam časa, bova lahko pravočasno? Ni problema. Greva še tankat in boš po pol ure v mestu. Čakaj, s katerim avtom se pa midva to vozva? A ne poznaš CNG-ja? Metan, CNG, plin. Kakšen plin? Ja. A ni plin LPG? CNG. Kaj pa to pomeni? Energetika Ljubljana ima CNG, komprimiran zemeljski plin, compressed natural gas. Aha. Ti ni poznano? Ne, slišala sem že, to je verjetno okolju bolj prijazen avto, ne? Tako je, zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo. Torej je boljši od bencina, boljši od dizla. Tako. Vidiš, poglejmo se, kaj kadi za nama. Nobenih saj, nobenih delcev trdnih. Ampak čakaj, midva se vozva na plin, a lahko eksplodirava? Sam ne mi reče, lahko eksplodirava, ne morava. Ne bova. Kako bova pa tankala plin, če je to plin? Bom videla verjetno, ne? Boš videla, ja. Okej, zdaj razumem. Vse so v okolju prijaznem avtomobilu, podobno kot so električna vozila. Ampak električna vozila, Janez, se polnijo 6, 8 in več ur. No, Kako bova midva pol ure? Na polnilnico, CNG polnilnico, ki je v lasti Energetike Ljubljana, napolniva avto v 3 minutah in se odpeljeva. Goriva dobiva za 500 km v parih minutah in to je to. Koliko polnilnic pa imamo v Ljubljani? V Ljubljani sta trenutno 2 polnilnici. Ena je tale, na katero greva sedaj, na cesti Ljubljanske brigade. Ena, druga je pa na parkirišču Park and Ride Dolgi most. Je pa v izgradnji tretja na Letališki cesti in bo v pogonu tekom leta 2019. Super, a potem to pomeni, da je verjetno čedalje več avtomobilov na CNG? Seveda, in avtomobilov in polnilnic. Pa so avtomobili na CNG samo osebni avtomobili ali so mogoče tudi tovorna vozila? So tudi tovorna vozila. Snaga ima v lasti kar nekaj avtomobilov za pobiranje smeti, odpadkov. Velik vozni park ima pa LPP. Točno! To so tisti avtobusi, ki imajo te kovčke na strehi. Tako. In kaj so ti kovčki? A to je rezervoar za gorivo? To so rezervoarji za gorivo. No zdaj pa razumem. In zakaj je na vrhu? Zato, ker je zemeljski plin lažji od zraka. Kar je še ena prednost, ker je zemeljski plin lažji od zraka, lahko parkiramo v podzemni garaži. No to mi boš mogel pa dokazati, ker upam, da me pripelješ čist direkt do centra in bova tam parkirala, a prav? Bova. A vsa vozila na plin lahko parkirajo v garaži? Na CNG, ja. LPG, kot si omenila prej, avtoplin, ne sme parkirati v podzemnih garažah, ker je ta plin LPG težji od zraka in se zadržuje pri tleh. Se lahko zastrupiš? Tako je. In imajo potem prepoved, so v garažah označeni kot ta način? Ja, tako. Ampak ta prepoved ne velja za CNG.
Evo, so že na polnilnici. No, pa bo pa naprej. Še ena prednost, Energetika Ljubljana ima kartice za polnjenje CNG-ja in ti s to kartico tankaš, enkrat mesečno dobiš račun, poravnaš obveznosti in to je to. Doris, ti način tankati CNG? Ja, nauči me sem, da mi rokavice. Ne rabiš rokavic. A mi ne bojo roke smrdele? Poglej, Čak, a mi ne bojo roke smrdele? ne bojo. Zakaj ne? Zato, ker je pištola narejena za self-service, Ja. ni polivanja tako kot na Bencinu. bencinu in nafti, zadeva je čista. Evo, primeš pištolo, Stisnem že tle? ne, samo primeš, Sam- evo ti Tle jo pokažem. primem. Primeš, evo, To je gre plin. pa. Ja, Čak, se bom jaz, da meni? vidiš nastavek. Ja. Zdaj pa stisneš ročico. Stisni, evo. to Prvi za grab. korak, A prvi spustim? korak sva naredila, spusti. Ja, Prvi korak, drugi korak, kartica, ja. o kateri smo govorila. Pridi sem, A ja? sem. Evo, Doris. Ekran te pelje skozi postopek. Ja? Prvi korak si že naredila, pištola je pritrjena. Točilno mesto 4. Ja. Izbereš znesek, za katerega bi tankala Ti 20 evrov, zvrhano dost. Dobro. In za koliko časa bomo imeli 20 evrov? 20 koliko evrov kilometrov? za Turana je 450 km. Se hecaš? Ne, res. Am to je poceni. To je poceni. Stavite kartico v režo. Sledimo navodilom, nesite PIN, to ga dajem jaz. To mi pa ne zaupaš, ne? Ne. Vzemite kartico, izvoli. A dobim Želite račun? račun? Ja. Da. Evo, naredila sva drug korak od 3. Še enega? Vrnite se po račun po koncu polnjenja. Zdaj A. stopa spet do avtomobila. Okay. A je on zdaj začel tankati? Ne še. Evo, Doris, še tretji korak, Ja? stisneš tipko start, zelena tipka. Evo. Slišiš po pritoku, po številčnici, da se nekaj dogaja. Čakaj, sem to ni niti evro na kilogram. Tako je. Pa še Trenutna nekaj. cena je 92 centov Pa v kilogramih je, ne v litrih. v kilogramih. Aha, seveda, ker je stisnjen CNG je v zemeljski plin. kilogramih, Aha. avtoplin, o katerem smo govorili, prej je pa v litrih, ampak to je potrebno biti pazljiv, da se ne meša. No, ko sem prej govorila o rokavicah, a tam pa rabiš rokavice? A Tako tam je. se lahko poliješ? Lahko si poliješ, ampak tiste polnilnice so vse z osebjem. Ta je self-service polnilnica. Pa delaš 24 ur na dan? Tako, 7 dni v tednu. O, le Janez, končala sva spomnim, to je bilo pa res zelo hitro, ampak veš, Tako? preden greva naprej, nekaj me še zanima. Povej. Zdaj sva napolnila za 20 evrov in imava za skoraj 500 km. Če bi Zdaj jaz, smo napolnili za 9,9 evra in avto je polhan. ampak ne veva, koliko sem imela prej, a ne noter. Tako je, ne veva, Ja. koliko sem imela prej. Če bi jaz želela, ne vem, rečeva do Pariza z avtomobilom, Na CNG, a bi imela vmes dovolj polnilnic? seveda. Kaj pa, če bi šla kamor, kjer jih ni, kaj ne pa takrat naredim? Vsak avto, ki je serijski na CNG, ima dva rezervoarja. Eden je rezervoar za plin, Ja. drugi je rezervoar za bencin. Torej je hibrid. Neke vrste hibrid, ja. Aha. In v primeru, da si na lokaciji, kjer ni razvite CNG mreže, Ja. se ti pelješ na bencin. Evo, sključena to. Evo, daš na odložišče. Evo, bravo. Zdaj daš ti meni petko, ker sem dobro Zapreš, tankala. ja. Bravo. Zapremo račun. Počakamo par sekund, da se zaključi. Vzemite račun, tle bo, zgoraj, evo ga. Janez, meni je pa, moram priznati, avto na CNG všeč. Sploh me zelo presenetilo tole zdaj na polnjenju. Priznam, da sem se malo bala, vseeno je to plin, ampak očitno je bila moja bojazen čisto odveč. Je šlo, ne? Zadeva je narejena za self-service varianta, kot smo rekla. Tako da je popolnoma varna in enostavna za uporabo. Ampak a je avtomobilov na CNG dovolj na tržišču, tudi v Sloveniji? Ja, v Sloveniji se ta trg šele dobro prebuja. Tako da Italija, kar je naših sosednjih držav, ima najbolj razvito mrežo in polnilnic in tudi število avtomobilov. Tam iz dveh razlogov. Cena
bencina in dizla je v Italiji še malo višja kot pri nas. In cena CNG je pa nekje na iste ravni kot naša, 95 do 1 evra. Tako da ta razlika v ceni prepriča veliko ljudi. Ne? Verjamem, recimo, mi da se v Turanu, ne? To je Volkswagen. Volkswagen ima potem verjetno tudi, jaz recimo namreč doma imam 4 otroke in rabim velik avto in vozim šarana in recimo, če bi želela šarana zamenjati za CNG, a ga lahko dam predelati ali je bolje kupiti pač proizvodnega, serijskega, ali se ga sploh da predelati? Bolj smiseln je nakup original serijskega avtomobila. Da se predelati, ampak za CNG je smiseln nakup serijskega avtomobila. Kakšna pa razlika recimo v ceni, okvirno, čisto recimo za Turana, če so že v Turanu? V ceni je nakup CNG avtomobila dražji, je nekje v ceni dizla, čeprav je to bencinski motor, ima pri novem avtomobilu ceno dizla. Tako da, kaj je to? Pri Turanu je to 2000 evrov. Ampak to se ti povrne zelo hitro, glede na ceno goriva, kot smo jo zdaj videli. Tako je, dobro. Torej je udoben, ekonomsko sprejemljiv, okolju prijazen. Tako. Ja. Tovorni promet je največji onesnaževalec, kar se tiče CO2. Tako da tukaj obstaja tudi alternativa LNG. To je spet ena od novih kratic. LNG pa pomeni Liquid Natural Gas. Pri CNG je svojna Compressed Natural Gas. LNG je Liquid Natural Gas oziroma slovensko utekočinjen zemeljski plin. To pomeni spet zemeljski plin, ki je ohlajen na minus 161 stopinj. Pri tej temperaturi se plin utekočini, volumen se mu drastično zmanjša in tako da v tem primeru imamo majhen volumen, veliko energijsko vrednost. In LNG se uporablja za tovorni promet, za ladijski promet in je tudi alternativa dizlu. Super! Pa imamo kaj takega tudi v Ljubljani mogoče, v Sloveniji? Kakšno polnilnico? Tako, v Ljubljani je ena, v Sloveniji sta 2. Je pa v izgradnji nova LNG in CNG polnilnica na Letališki cesti v Ljubljani. To, kar si prej omenil, da se bo... Ja. Kdaj bo že ta postavljena? Tekom leta 2019. Torej še v tem šolskem letu skoraj da. Tako. Super. Še za Slovenijo mogoče CNG polnilnice. Ja, točno. Ja. Da ne bova samo v tujini. V Sloveniji je polnilnica v Mariboru, v Celju, Jesenice in pa pač 2 v Ljubljani. In energetika zagotovo ponuja te možnosti, če se kdo, ki naj bo gledal in poslušal, obrne za dodatne informacije. Tako. Fino. No, mi je prav všeč, da delam v energetiki.